Kako pogosto se pri svojem vsakdanjem delu kot zdravnica v osnovnem zdravstvu srečate s problemom, s tako resnim problemom, kakršna je sepsa? Zdaj, k sreči stanje sepsa ni zelo pogosta, je pa nujno, da takrat, ko se pojavi, da jo prepoznamo, ker je pa zelo, zelo resna. V populaciji je ravno pri otrocih in pri dojenčkih so bolj nagnjeni k temu, da se neka okužba razvije v sepso. Zato moramo stalno imeti v ozadju, ko vidimo otroka, ki ni videti v redu, ki je ki prizadet, ki ima mogoče slabše odziven, slabše se hrani, je tak razdražljiv, moramo vedno pomisliti, da gre v ozadju tudi za kaj takega. Namreč pri otrocih, posebej pri dojenčkih, se sepsa ne kaže nujno, tako kot pri odraslih, za povišano temperaturo, z zelo takimi izrazitimi znaki za okužbo, ampak so lahko znaki zelo prikriti, že na primer samo zavračanje hranjenja in večja zaspanost pri dojenčku nam mora vzbuditi en tak alarm, da preverimo, da slučajno tukaj v ozadju ne gre za neko resno okužbo, ki lahko vodi v sepso in kasneje v septični šok in življenje ogrožajoče stanje. In kako je po vaših izkušnjah, ali starši pri svojih otročkih prepoznajo tovrstne znake, pridejo dovolj hitro po strokovno pomoč? Ja, načeloma ja. Starši kar dobro zaznajo, kdaj njihov otroček ni v redu. In je resna, tudi če ne znajo takrat povedati, kaj točno jim ni všeč, prepoznajo, da nekaj res z njim ni v redu, tako da je na nas strokovnih delavcih, da to vzamemo resno in da takega otročka res dobro pregledamo. Sploh posebej, da ciljano vprašamo na te znake, ki sem jih omenila, ali pa recimo težave z dihanjem, stokanje, takšne stvari, ki mogoče staršu ne dajo nekega posebnega smisla, vidijo, da nekaj ni v redu, nam pa lahko pač to povežejo v neko celo sliko. In kakšno je potem ukrepanje? Ja, ukrepanje pri sumu na sepso mora biti zelo hitro. Sepsa je alarm, namreč določene okužbe lahko zelo, zelo hitro privedejo do stanja, ko postane zelo resno in tudi težko za zdravljenje. Take so okužbe, naprimer z meningokokom skupine B ali pa z piogenim streptokokom. In se pravi, takega otročka moramo hitro pripeljati v bolnišnico, kjer mu bodo vzeli kužnine, da bodo skušali dokazati povzročitelja, takoj bo dobil ustrezne antibiotike in pa seveda vsa zdravila, ki podprejo delovanje organov, ki so lahko že v sklopu razvijajoče sepse moteni.